Enota za socialno delovanje. Imamo enoto za socialno delovanje. Spoštovani, na prizorišče današnje slovesnosti prihaja namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske, brigadir Franc Koračin. Na prireditveni prostor prihaja poveljnik 15. polka vojaškega letalstva, polkovnik Janez Gaube. Poveljnik 15. polka vojaškega letalstva, polkovnik Janez Gaube. Pripadnice in pripadniki 15. polka vojaškega letalstva so postrojeni v čast praznika dneva vojaškega letalstva Slovenske vojske. Poroča podpolkovnik Stanislav Strniša. Pripadnice in pripadniki 15. polka. Za koga? Za Slovenijo! Mirno! Časti bo krov! Na prizorišče prihaja bojna zastava 15. polka vojaškega letalstva. Spoštovane pripadnice in pripadniki 15. polka vojaškega letalstva, dragi gostje, dovolite mi, da med nami pozdravim namestnika načelnika Generalštaba Slovenske vojske, brigadirja Franca Koračina. Dobrodošlico izrekam tudi upokojenim pripadnikom 15. polka vojaškega letalstva ter vsem ostalim gostom, ki ste se odzvali našemu vabilu in nas počastili s svojo prisotnostjo. Dobrodošli. Začetki slovenskega vojaškega letalstva segajo v leto 1918, ko sta bili ustanovljeni ljubljanska in mariborska letalska stotnija. V spomin na prvi bojni polet 3 letal dvosedov ljubljanske stotnije 12. januarja 1919. leta vsako leto obeležujemo in praznujemo dan vojaškega letalstva. Ob tej priložnosti k besedi vabim poveljnika 15. polka vojaškega letalstva, polkovnika Janeza Gaubeta. Spoštovani namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske, brigadir Franc Koračin. Spoštovani predstavniki lokalnih skupnosti in organizacij, člani veteranskih in častnih združenj, policije, zaščite in reševanja, predstavniki medijev, upokojeni pripadniki slovenskega vojaškega letalstva, spoštovane pripadnice in pripadniki 15. polka vojaškega letalstva in ostalih enot Slovenske vojske, cenjeni gostje.
Dobrodošli in lepo pozdravljeni. Danes z velikim ponosom in spoštovanjem praznujemo Dan slovenskega vojaškega letalstva. Spoštovani pripadniki in pripadnice vojaškega letalstva, vaša predanost, strokovnost in pogum so ključni gradniki naše nacionalne in kolektivne obrambe. Skozi leta ste s svojim trdim delom postavljali standarde odličnosti, ki nas postavljajo ob bok razvitih letalskih enot z bogato tradicijo. Tudi naše vojaško letalstvo ima bogato tradicijo, na katero smo lahko ponosni, saj sega v leto 1919, ko je ljubljanska letalska stotnija na današnji dan, 12. januarja, pred 105 leti opravila svoj prvi bojni polet. Vojaško letalstvo v samostojni Sloveniji pa je začelo pisati zgodovino pred več kot 30 leti, s herojskim preletom, ki sta ga 28. junija 1991 s helikopterjem Gazela vrste teritorialne obrambe izvedla major Jože Kalan in praporščak Bogomir Šuštar. Naša naloga in dolžnost je, da to tradicijo negujemo ter širimo domoljubje in ohranjamo vrednote, ki nas povezujejo. Le povezani bomo zadane naloge opravili profesionalno in kvalitetno, kar dokazujemo iz dneva v dan, iz leta v leto in tudi seveda lani. V 10. letu delovanja 15. polka vojaškega letalstva ste vi pripadnice in pripadniki za te upravljene naloge prejeli priznanje red Slovenske vojske z zvezdo. Dovolite mi, da ponovim besede ministra za obrambo, gospoda Marjana Šarca, ki jih je izrekel ob takratni podelitvi priznanja. 15. polk vojaškega letalstva Slovenske vojske je naredil vse, da je preprečil žrtve, ki bi jih lahko šteli s 13 številkami. Slovenski državljani in državljanke smo lahko ponosni, da imamo take pripadnice in pripadnike Slovenske vojske, ki so pripravljeni dati tudi življenje najprej za sočloveka, nato pa tudi za domovino. Ob takšnih pomembnih trenutkih je priložnost, da se poglobimo v poslanstvo naše enote, ki nas združuje in usmerja na skupni poti. Naša enota ni le skupina posameznikov, ampak tvori celoto, kjer vsak prispeva k skupnemu cilju. In te cilje na prvi pogled nedosegljive smo znanjem in skupnimi močmi dosegli tudi lani. Osnovni cilj slovenskega vojaškega letalstva je od prvih osamosvojitvenih dni do danes in bo tudi v prihodnje, da odzivno izvajamo poslanstvo nadzora in varovanja zračnega prostora Republike Slovenije in s tem zagotavljamo suverenost našega neba. Slovensko vojaško letalstvo je nepogrešljiv partner pri reševanju človeških življenj, kar dokazujemo že več kot 30 let, saj je bilo 28. decembra 1993 na območju Karavank izvedeno prvo reševanje z vojaškim helikopterjem. Danes izvajamo helikoptersko reševanje iz ure v uro, iz dneva v dan, ko z vsemi razpoložljivimi zmogljivostmi delujemo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. V zadnjih 2 letih pa smo vse sile usmerili v pomoč pri obsežnih požarih in poplavah. V letu 2023 smo za potrebe reševanj, nujnih medicinskih prevozov in poplav prepeljali rekordno število 1212 oseb ter pri tem naleteli 1018 ur. Lani so pomoči zraka zaznamovale poplave, saj so naše letalske zmogljivosti nepretrgoma sodelovale na območju poplav več kot 10 dni. Na letališču Cerklje ob Krki in Branik smo v zadnjem letu gostili in organizirali mnogo mednarodnih dogodkov in vojaških vaj, ter tako mednarodne javnosti pokazali našo enotnost in medsebojno spoštovanje, saj nas ravno to vodi k doseganju zadanih ciljev. Eden večjih dogodkov je bila vsekakor izvedba že 11. mednarodne vojaške vaje Jadranski udar, na kateri je sodelovalo 30 partnerskih in zavezniških držav. Med drugim je predsednica in vrhovna poveljnica obrambnih sil Republike Slovenije slavnostno odprla nove prostore 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije. Minister za obrambo je slovesno sprejel novo letalo Spartan, prejeli smo nova gasilska vozila, gostili smo letalsko skupino Red Arrows in zavezniško letalo za zgodnje opozarjanje in kontrolo iz zraka AVAX. Piloti letal Pilatus PC-9 so prvič izvedli streljanje na ciljanje v zraku. Pričeli smo z izgradnjo helikopterske zmogljivosti za specialno delovanje in še bi lahko našteval. Iz naštetega je razbrati, da se slovensko vojaško letalstvo razvija, popolnjuje in širi nabor svojih nalog,
Ena od teh nalog je zračna obramba. Zato v naših vrstah pozdravljam in izrekam dobrodošlico pripadnicam in pripadnikom zračne obrambe, ki so pred dobrim mesecem pod okriljem 15. polka vojaškega letalstva začeli s procesom izgradnje zmogljivosti bataljona zračne obrambe Slovenske vojske. Leto pred nami bo zopet dinamično in pestro. Čaka nas veliko zahtevnih nalog, začeli smo ga z obsežnimi gradbenimi deli na letališču Cerklje ob Krki, ki zajemajo rekonstrukcijo glavno vzletno pristajalne steze ter več letaliških ploščadi. Nadaljujemo pa tudi z modernizacijo letalnih helikopterjev, posodobitvijo flote in tako zagotavljamo ustrezne pogoje za kvalitetno delo in vrhunsko usposobljen kader. Veseli smo vsake nove pridobitve, saj s tem zagotovo vzbudimo interes za vstop mladih v naše vrste. Spoštovani, zaupajmo drug drugemu, gradimo zaupanje in negujmo duh enotnosti. S skupnimi močmi bomo dosegli tisto, kar si želimo in kar smo zavezani doseči. Hvala vam, ker ste del slovenskega vojaškega letalstva in ker skupaj gradimo pot do uspeha. Vsem pripadnicam in pripadnikom slovenskega vojaškega letalstva iskreno čestitam ob našem prazniku. Vsem želim mnogo uspehov in da bi svojo poklicno kariero še naprej gradili z velikim pogumom in odločnostjo v naši sredini. Ob tej priložnosti čestitam prejemnikom priznanj in prejemnikom letalskih krilc. Hvala. Hvala vam, poveljnik, za vaše besede. Učenka 7. razreda osnovne šole Cerklje ob Krki, Lara Mlatkovič, nam bo na harmoniki zaigrala o lepotah naše domovine Slovenije. Hvala, Lara. Sedaj bo prebran ukaz o podelitvi priznanj 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske. Na podlagi ukaza o podelitvi priznanj 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske številka 024/4/2023 do 223 z dne 12. januar 2024 prejmejo srebrno medaljo 15. polka vojaškega letalstva prejmejo Tadej Cajner, Peter Pavel Smrkolj in Tadej Trojner. Bronasto medaljo 15. polka vojaškega letalstva prejmejo Ivo Beke, Andrej Fioreli, Aleš Lešnjak, Aleš Mesarič, Jože Plahuta, Gorazd Pusovnik, Boris Rakuša in Aleš Turk. Bronasto plaketo 15. polka vojaškega letalstva prejme Kimi Mirosevšek, SP. Pohvalo poveljnika 15. polka vojaškega letalstva prejmejo Tadej Perdan, Matej Petrič, Robert Prelec in Primož Turk. Zahvalo poveljnika 15. polka vojaškega letalstva prejmejo Tomaž Brulc, Matjaž Dimc, Milan Lapajne, Matjaž Šinigoj in Josip Vrpančič. Polkovnik Janez Gavbe, poveljnik 15. polka vojaškega letalstva. Poveljnika 15. polka vojaškega letalstva prosim, da podeli priznanja namestnika načelnika generalštaba Slovenske vojske, naprošam, da se pridruži podelitvi. Pristopijo naj
Za podelitev priznanja naj pristopi direktor podjetja Kimi SP, gospod Miro Sevšek. Hvala podeljevalcema. Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj. S pridobitvijo ustrezne licence so v letu 2023 uspešno končali letalsko usposabljanje mladi piloti in tehnik letalec, ter tako pridobili dovoljenje poklicnega pilota in tehnika letalca. Prebrana bosta ukaza o podelitvi letalskih kril pilotom Slovenske vojske in podelitvi letalskih kril tehniku letalcu Slovenske vojske. Na podlagi ukaza o podelitvi letalskih kril pilotu Slovenske vojske številka 603/45/2024-2 z dne 12. januar 2024 letalska krila pilota Slovenske vojske prejmejo Benjamin Gaube, Aljaž Kurbos in Tilen Solič, polkovnik Janez Gaube, poveljnik 15. polka vojaškega letalstva. Na podlagi ukaza o podelitvi letalskih kril tehnika letalca Slovenske vojske številka 603/45/2024-3 z dne 12. januar 2024 letalska krila tehnika letalca Slovenske vojske prejme Marko Friedl, polkovnik Janez Gaube, poveljnik 15. polka vojaškega letalstva. Iskrene čestitke prejemnikom letalskih krilc. Podeljevalcema se zahvaljujem in vaju vabim na oder. Besedo zopet prevzema glasba. Lara nam bo zaigrala pesem Čebelar. Lari in njeni mentorici se zahvaljujemo za zaigrano melodijo. Hvala. Prizorišče slovesnosti zapušča bojna zastava 15. polka vojaškega letalstva. Za odhod bojne zastave, častni pozdrav! Uradni del današnje slovesnosti je tako zaključen. Preostane mi le, da se vam zahvalim, da ste nas počastili s svojo prisotnostjo ter tako dali dogodku pomen, ki si ga zasluži. Iskrena zahvala gre tudi nastopajoči učenki Lari Mlatkovič in njeni mentorici Jasmini Vučić iz osnovne šole Cerklje ob Krki in kvintetu Orkestra Slovenske vojske. Hvala.